Pozdravljeni, dragi starši. Tole snemam z dopusta, zato boste okrog mene slišali čričke, morda kakšen motoren čoln, pa galeba, pa kakšnega prijatelja, ki se bo drl moje ime. To pa še zraven. Smo na Ulcinju. Jaz sem pa eni mami od vas obljubila odgovor na njeno vprašanje. In sicer mi je pisala, da se popolnoma strinja s tem, kako e-asistent posega v otrokovo odgovornost, kako posega tudi v družinske odnose in da do zdaj je v bistvu bila zelo zavezana temu prepričanju in e-asistenta nikoli ni naročila oziroma plačala naročnine, ker je pač se odločila, da bo zaupala svojemu otroku, da ji pove svoje rezultate, takrat, kadar se bo on pač počutil, da ji pove. Potem se je pa zgodilo, da je ta otrok postal najstnik in da je začel prikrivati določene stvari, da ni več povedal po pravici in ona se je začela spraševati, a ne bi vseeno naročila e-asistenta in pač otroku razložila, da je ta nadzor zaradi tega, ker je pač izneveril njeno zaupanje s svojimi lažmi. To je res ena od rešitev. Bi pa rada z vami delila način, ki sva ga obrala midva pri enem od najinih otrok. Vsi niso imeli te sreče, da bi imeli asistenta oziroma smole. In ko je ta e-asistent prišel, ga tudi mi nismo nikoli naročili. Potem sem se pa jaz enkrat vprašala, tako na začetku šolskega leta, ko so nas na roditeljskih učitelji pač ne najdem enega lepega izraza, ampak bom pa ja, prepričevali, kako je fajn imeti asistenta, ker mi takoj vemo vse in lahko pravočasno ukrepamo in da. Sem se jaz peljala domov, seveda e-asistenta nisem naročila in sem o pravočasnem ukrepanju in teh stvarih razmišljala. Kako sploh vemo, kdaj pravočasno ukrepamo? Kako vemo, da nismo otroku vzeli njegove izkušnje, da mu nismo pustili tudi, da naredi napako in da se sooči s tem, da je napako težko popraviti in da jo je treba popraviti. In jaz sem zmeri polna idej. In moje vprašanje je bilo v bistvu, čigav je e-asistent. A je moj, a je otrokov. To se pravi, če otrok hodi v šolo, je šola njegova, to se strinjamo. Če otrok dobi oceno, je to njegov rezultat. To upam, da se tudi strinjamo in upam, da tudi pri vas tako je. To se pravi, da mu niste vi napisali seminarske, da mu niste vi reševali nalog, da so pač rezultati tisti, ki jih on doseže in ki jih tudi on zmore. To se pravi, to pomeni, da e-asistent, ki sporoča njegove rezultate, ni od nas staršev, ampak je otrokov. In meni je bilo to spoznanje tak pravi aha trenutek. Tako sem si rekla, pravzaprav ga jaz res ne rabim. Ampak naredila sem pa nekaj drugega. Naredila sem to, da sem plačala naročnino in sem prišla domov in sem rekla, sem se najprej pogovorila z Albertom in njemu je bila seveda ta ideja tudi zelo všeč. In sva poklicala otroka in sva mu rekla, poglej, tukaj imaš mail in tukaj imaš geslo od e-asistenta. Mi dva v tega e-asistenta ne bova gledala, niti ne bova gledala SMS-ov, niti ne bova gledala mailov. To je tvoj e-asistent. V njem so vsi podatki, tvoje ocene, to, kaj učitelj pri tebi moti, mogoče celo kdaj kakšna pohvala, pojma nimava, kjer imaš domače naloge, kdaj moraš te domače naloge narediti, skratka vse tvoje obveznosti, testi, vse imaš tukaj in lahko vsak dan lepo pogledaš, kaj te čaka. In sva mu to dala. Potem sva pa rekla, vsake 14 dni se bomo mi usedeli, pa pazite, to ne bo petek, to se pravi, ne bomo se usedeli v petek, da bi si pokvarili vikende, ker vikendi so zato, da se ima družina fajn. Vsake 14 dni se bomo usedeli in ti nama boš povedal tvoje rezultate.
To pomeni, povedal nama boš tvoje ocene, kako ti gre v šoli, kaj se je kaj zanimivega zgodilo in vkolikor poveš pač vse in poveš resnico, verjameva, da si odgovoren in tudi na slabše rezultate ne bova delala dram, ker veva, da jih boš popravil. In ko nama boš te rezultate povedal, boš odprl e-asistenta in ga bomo skupaj pogledali. Skratka, pogledali bomo, a se to, kar si ti nama povedal, ujema s tem, kar piše v e-asistentu. In ti boš zraven in midva bova zraven. To se pravi, e-asistent je v bistvu neko sporočilo, ki ga pogledamo skupaj, sicer pa imaš ti vedno priložnost stvari povedati sam. Lejte, meni se je zdelo to krasno, zaradi tega, ker dejansko otrok potem ni mogel več reči, da nečesa ne ve, da je nekaj pozabil, ker je vsak trenutek lahko te stvari pogledal v naš starševski asistent, ne samo tistega svojega, kaj ga imel, ni mogel reči, da se ne ujema, da ni vpisano in tako naprej. In delovalo je pa zaradi tega, ker je otrok imel občutek, da mu zaupava. Imel je občutek, da ga ne rinava, da ga ne nadzirava, da nisva ena zalezovalska helikopterska starša, ki mu ne pustiva dihati. Tako da, ja, vmes je seveda naredil veliko felerjev, veliko napak, ampak kar je zame zelo pomembno je, vse te felerje oziroma napake je popravil in kar je še zame pomembno, midva sva zaupala njemu in on je zaupal nama. Skratka, nismo se šli več mačke in miši po hiši okrog šole in je bilo prav fajn. Tako da mogoče vam tale nasvet kaj koristi, lahko poskusite, mogoče bo deloval tudi pri vas in boste srečni in zadovoljni. Bi pa samo eno stvar povedala za konec. Ne pustiti, da vam e-asistent kroji popoldneve, ne pustiti, da vam kroji vikende, zaradi tega, ker na te ocene in na to, kar v e-asistentu piše, se že čez 5 let ne boste več spomnili. To vam pa jaz garantiram, ker zdaj je približno 5 let, pa se ne spomnim več, zaradi česa sem se takrat sekirala, pa fejst otroci so. Srečno, lepo se imejte. Čau, čau.